Veliko nam pišete v rubriko Glas ljudstva in ob tej priložnosti bi, čeprav je že skoraj november, pozdravil Maja iz Kranja, ker nam je tako naročil njegov foter in s Kranjčani se mi ne hecamo. Živijo, Maj! Nam je pa pisala tudi Melania, ki pravi takole. Pozdravljeni, vesela bi bila, če bi kakšen strokovnjak končno razjasnil dilemo, kako se postavljajo vejice. Draga vejica Melania, tudi mi bi bili zelo veseli, zato smo za razjasnitev poprosili gospoda, ki kot direktor javne agencije za knjigo, literat, diplomat in sigurno še nekaj na ad, ter redni obiskovalec vseh uglednejših zakusk, to sigurno ve. Melania odgovarja Dimitrij R. Tu je, spoštovana Melania, pozdravljeni. Kot strokovnjak za diplomacijo se, kar se tiče vejic, spoznam predvsem na tiste oljčne. Kot literat pa se spomnim neke zakuske v okolici Bruslja, kjer so stregli prepelice z vejico rožmarina, tako da to je recimo ena taka pravilna postavitev vejice, torej ob prepelici skupaj s figami in mediteranskim sočivjem. In vam gratiniram, garantiram, nad takšno postavitvijo vejice se noben ne bo pritoževal. Še to bom povedal, vejica je v resnici prebor med stavki in ravno prebori so najljubši čas politikov. Pred ali po delu, če se le da tujem. Zato enostavno imamo radi vejice. To je to. Zakaj več? Zdaj, ko sem direktor agencije za knjigo, že nimam časa, tako pač je. Na starejših svet stojim med mladimi enostavno, bom rekel, ni dovolj ljudi, ki jih zanima direktorska mesta ali pa vejice. Srečno! Ej, subscribi se, daj no! Rabimo za statistiko, saj ni treba gledati pol, okej? Ajde!